Danes imamo v študiju Šimona Hadmona. Zelo veseli smo, da je z nami. Spoznali ga boste, on je kakor naš boter. Danes bomo govorili o tem, kaj se v resnici dogaja med kongresom, kajti vemo, da običajni kongresi imamo pač predavatelja, ki predava in potem iz lekcije do lekcije sledite kongresu, vendar tu je drugače. Na kabalističnem kongresu ima vsak dogodek poseben pomen in ima posebno duhovno vrednost, pomembnost. In to želimo sedaj skupaj si ogledati. Morda prvi dogodek, ki je običajno priprava za vse nadaljne, je Ješivat Haverim, zbor prijateljev. In morda bi lahko začeli s tem, kakor sem že rekel prej, torej poskušali bomo dati najboljše, kar vemo, glede kongresov, vendar po mojih izkušnjah ne veste, kaj je kongres, dokler ne pridete tja. Torej, tu so sicer lahko neko vedenje vnaprej, vendar to je nekaj tako posebnega, da kljub temu, da se pripravimo nanj, dokler ne pridemo tja, ne moremo vedeti, kaj je to, kajti moramo biti na kongresu, da resnično vemo, kaj je. Torej, govorili bomo sedaj o zboru prijateljev, kakor pripravi na lekcijo, na kongres. Kako izgleda zbor prijateljev? Glede na to, kar se spomnim na zbor prijateljev, je, tu se spozna, kako je resnično vsak nekaj zelo poseben. Skupaj ste z vsemi in vidite veličino cilja, veličino poti in cilja. Zbor prijateljev, tu resnično občutite veličino cilja preko vsakega, ki govori na zboru prijateljev. Morda nam boš ti, Moše, bolj podrobneje razložil, kako to dejansko izgleda. Govorimo o naši izbiri, da izberemo okolje, torej, ki bo vplivalo, kajti jaz ne morem vplivati na moje želje. To je teoretično. Ko pa sedaj govorimo o kongresu, o življenju v skupini, tu privedemo ta vpliv okolja do najbolj praktičnih konsekvenc. Torej, tu so sedaj ti goreči prijatelji z veliko željo, ki resnično želijo povedati vsem, kako je naša pot kabala, o vsem tem, torej, kako je sedaj to. Sedim na kongresu, recimo, da se imenujem John. Sem na kongresu. Sedim na kongresu in imam 1 kilogram želje. S tem 1 kilogramom želje sem prišel na kongres. In kaj se dogaja? Tu so sedaj prijatelji, ki sedijo druge točke v srcu. Psi sedijo tukaj. Recimo, da jih je 8. In med njimi in mano se ustvari taka velika mreža vtisov pomembnosti cilja in povezanosti. Torej, recimo, oni povejo, zakaj je kongres pomemben, kako so prišli na kongres, kako je kabala pomembna. In ko jih poslušam in ko se želim povezati z njimi, prejmem od njih preko te povezanosti prejmem svetlobo, torej pomembnost cilja, kvaliteto dajanja. Torej, tako sem močno vplivan od tega okolja, če sem se dobro pripravil, da moj 1 kilogram želje se sedaj pomnoži, ne s številom teh prijateljev, 8 recimo, temveč
tisočkrat, dejansko tisočkrat in potem sem v stanju gorečnosti. Torej imam sedaj 1000 kilogramov želje in potem podarjam sedaj ta vtis vsem prijateljem okoli in tako sedaj drug drugemu pomnožimo to našo željo. Torej, morda bi nam lahko ti povedal, kako je bilo na tvojem prvem ješivat, ko sem začel prihajati k kabali, sem občutil vse samo znotraj mene, nisem pa vedel, kaj doživljajo drugi. In spomnim se prvega kongresa, bil je velik kongres, trajal je 8 dni, vsak dan 24 ur smo bili skupaj. Nenadoma, ko so ljudje govorili na zboru prijateljev, se začneš počutiti tako blizu njim, kaj ti občutiš, da imaš iste želje. Najbolj notranji del, najbolj notranji del se poveže z najbolj notranjim delom drugih prijateljev. In tako se dejansko pojavi resničen pomen zbora prijateljev, to je povezanje notranjih delov. Torej, imamo razne prijatelje na raznih nivojih, vendar to je najbolj notranji del. Ta najbolj notranji del se poveže z najbolj notranjimi deli prijateljev. Torej, človek tu pridobi željo in ta želja postaja vse večja in večja in naredi cilj tako velik in tako pomemben. Tako da je to dejanska priprava na vse dejavnosti kasneje. Po zboru prijateljev se resnično počutite zelo pripravljeni. Torej, recimo, tam sedite in poslušajte prijatelje, ali naj jaz sedaj stvorim kakšno posebno naravnanost nasproti njim, kako naj jih upoštevam. Torej, ne morete samo sedeti tam, morate priti na kongres, da boste to dejansko občutili. Prvi zbor prijateljev je bilo, prvič sem odkril resnične prijatelje, kajti to prvo zbranje je zbranje resničnih prijateljev. Notranji del vašega življenja se poveže z njimi in ni pomembno, ali stojite ali sedite, čutite, kako ste povezani. Torej, dejansko govorite. Torej, če bi bil jaz tam na njihovem mestu, bi naredil isto. Moje želje, ki jih občutim, občutenja, ki sem jih imel, ko sem prvič našel prijatelje, to je zbor resničnih prijateljev in počutite se kakor del tega, del te skupne celote. Torej, v teh dejavnosti je dejansko v zboru prijateljev se izrazi izpolnitev tega, kar se študira. Torej, ko boste sedeli tam, ne boste sedaj opazovali obrazov. To bodo prijatelji iz raznih koncev, iz Poljske, Rusije, Južne Španije, Romunije, Velike Britanije. Torej, vendar nehali boste videti obraze in začeli boste videti dele vaše duše. Začeli boste videti točke v srcu in dejansko boste občutili, da to, kar pravijo, je najbolj dragocena stvar, ki jo rabite vzeti v vaše srce. Kajti drugače ne boste morda nikoli več slišali kaj takega. In vaša želja po duhovnosti ne bo mogla nikoli tako čudovito rasti. Torej, biti dejansko na istem nivoju z njimi, to je želja, ki jo imate. In zaradi tega to ni posebne pomembnosti, ali sem ženska ali moški. Za vse isto delo tu.